Kdaj se bodo pri nas odprle šole? To je vaše najpogostejše vprašanje. Ministrica za izobraževanje pojasnjuje, da takrat, ko bodo strokovnjaki presodili, da je to varno. Na ministrstvu torej zaupajo strokovnjakom. In kaj se mora zgoditi, da bodo ti razmere tako ocenili in bodo šole spet zaživele? No, na to vprašanje nam bo pomagala odgovoriti vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, infektologinja Bojana Beović. Povabili smo jo v naš posebni studio. Pozdravljeni. Pozdravljeni, dober dan. Je odgovor na to vprašanje, torej kdaj se bodo odprle šole, povezan s številom na novo okuženih? Ja, res je. Pravzaprav je povezan z številom okuženih ljudi v Sloveniji. Ko jih bo dovolj malo, to bomo poskušali izvedeti na različne načine, takrat bo verjetnost, da bi virus prišel v vaš razred, toliko majhna, da lahko šole varno odpremo. No, verjetno pa bo pouk tudi, ko bodo šole odprte, organiziran precej drugače. Kaj se bo zagotovo spremenilo vsaj za nekaj časa? Omenjali ste tudi možnost, da bi se razredi razdelili in pol razreda posluša pouk do srede, naslednja polovica naslednje 3 dni, vmes pa poteka učenje na daljavo. Je to sploh mogoče? Kakšne bodo torej razlike? Težko rečem, zakaj se bomo v Sloveniji odločili. To je en predlog ene druge države. Povsod po svetu pač iščemo načine, kako bi otroci vendarle hodili v šolo, se družili, bili v stiku z svojimi učitelji, saj je to zelo pomembno za njihovo izobraževanje in vzgojo. Kako se bomo odločili pri nas, ne vem. Na vsak način pa bo moral pouk, kot vse naše dejavnosti, potekati drugače. Paziti bomo morali, da se virus, če vendarle zaide v razrede, ne prenaša iz učenca na učenca ali na učitelje. Torej, paziti bomo morali na higieno rok, potem kako kašljamo, kako daleč stran smo od sošolca ali učitelja, kadar z njim govorimo. Mogoče bo zato treba prilagoditi razrede, jih nekoliko razdeliti. O tem se moramo pogovarjati seveda z strokovnjaki, ki skrbijo v Sloveniji za šolstvo. Tudi druženje med odmori verjetno več ne bo isto, vsaj za nekaj časa. Ne čisto enako, seveda pa druženje mora ostati. Mogoče se bomo navadili tudi odrasli kot otroci družiti na malo drugačne načine. No, pa če se vrneva k novemu virusu, morda že veste, ali oseba, ki je prebolela koronavirusno bolezen 19, potem imuna proti virusu? Z veliko verjetnostjo, ne pa čisto gotovo. Bolezen je nova, znanstveniki se še ukvarjajo s takimi vprašanji, spremljamo bolnike, ki so preboleli to bolezen in poskušamo najti odgovor, ampak zaenkrat prav dokončnega odgovora na to vprašanje še nimamo. No, prav zdaj pa boste začeli raziskavo, s katero bi radi ugotovili, koliko ljudi je v Sloveniji virus prebolelo. Zakaj je to pomembno? Torej, z raziskavo bodo začeli kolegi mikrobiologi s pomočjo strokovnjakov za družbene vede, pa računalničarji in še mnogimi drugimi. Želimo ugotoviti, koliko je dejansko v Sloveniji ljudi, ki imajo na sebi prisoten virus ali pa so ga v preteklosti imeli. Saj veste, na testiranje pridejo ljudje, ki so dovolj bolni, da pokličejo zdravnika in da se oglasijo v ambulanti. Nekateri, ki se počutijo samo nekaj dni slabo ali malo smrkajo, jih boli grlo, se mogoče pri zdravniku ne oglasijo in zato ne vemo, ali tudi pri tistih ne obstaja virus, ki se je seveda sposoben širiti potem na druge ljudi. To želimo z raziskavo ugotoviti. Najlepša hvala za odgovore in srečno pri vašem delu. Hvala lepa, tudi vam srečno.